Pozdravljeni. Danes se lotevamo ene take res obsežne teme potrošništva. Zdi se, da je pač povsod okoli nas. Res je. Pred sabo imava en zanimiv esej, ki osvetljuje to potovanje. Od čisto zgodovinskih začetkov pa do recimo današnjih dni. Vključno z navadami generacije Z, pa temi nasprotujočimi si slogi, kot sta minimalizem, maksimalizem, pa tudi zbirateljstvo. Ja, in cilj danes je nekako razplest to mrežo, v bistvu kako se je potrošništvo sploh razvilo, kako tehnologija, družbeni mediji danes oblikujejo naše želje, naše navade. Točno. In kako se različne generacije, posebej te najmlajše, s tem soočajo. Ampak pogledala bova tudi, kot si rekla, te čisto drugačne, alternativne odnose do stvari. Vse to pač na podlagi tega gradiva. Super. Ok, grevo po vrsti. Začniva pri koreninah. Res je fascinantno, kako daleč smo prišli od tistih samooskrbnih skupnosti, ne? Ko je bila menjava osnova. Ja, menjava blaga. Potem pa pride industrijska revolucija. 18. 19. stoletje. Kar naenkrat tovarniška proizvodnja omogoči množično izdelavo. Stvari postanejo pač bolj dostopne. Veliko bolj. In takrat se pojavijo tudi te prve vele blagovnice, recimo Le Bon Marché v Parizu, ki ga esej omenja. To niso bile samo trgovine? Ne. To so bili prostori zabave, druženja. Skoraj kot zabaviščni parki, ja. Nakupovanje je postalo doživetje. Samo po sebi. In 20. stoletje je to samo še potenciralo. Oglaševanje, množični mediji, postali so izjemno močni. Izdelki kar naenkrat niso bili več samo predmeti. Ampak simboli. Točno, simboli. Oglaševalci so jih začeli vezati na čustva, sreča, uspeh, status. Klasičen primer so te ameriške sanje, kaj ne, hiša, avto, vse povezano s posedovanjem. Pa še ena zanimiva stvar iz tega obdobja, načrtovana zastarelost. To, da proizvajalci načrtno naredijo izdelek tako, da se pokvari ali pa postane nemoderen. Da kupiš novega. Seveda. Da spodbujaš nenehne nakupe, potem pa globalizacija, poceni množična proizvodnja, hitra moda, elektronika in na koncu internet, družbeni mediji. Ti pa danes res oblikujejo trende. In tako pridemo do generacije Z. Rojeni tam nekje med 97 in 2012. Oni so res prvi, ki so odraščali čisto digitalno. Pametni telefoni, družbena omrežja, to je zanje normalno. Ja, digitalni domorodci. Njihov odnos do potrošništva je pa zanimiv, večplasten. Po eni strani radi izražajo individualnost skozi nakupe, po drugi pa so, vsaj tako pravijo, fulozaveščeni. Trajnost, etična proizvodnja, to je naj bi jim bilo pomembno. Ampak tukaj je ta paradoks, ki ga esej lepo izpostavi. Čeprav so kao zaveščeni, niso imuni na pritiske, sploh na platformah, kot je TikTok. Aha. Am se trendi menjajo, res noro hitro. In eno od teh pojavov je ta haul kultura. Ja, haul videi, teh je povsod polno. To so posnetki, kjer ljudje, pogosto mlade ženske, odpirajo pakete in kažejo, kaj so kupili. Ogromne količine oblek z Zare, Sheina, H&M-a, kozmetika, včasih tudi luksuz. Vse je lepo posneto, estetsko, glasba, ampak učinek je pa dvojni, ne? Točno. Po eni strani spodbuja potrošnjo, gledaš, si zaželiš, hočeš imeti isto, posnemaš stil. Ja. Po drugi strani pa ustvarja nek občutek skupnosti. Ljudje delijo svoje ulove, okuse, navdušenje, komentirajo, svetujejo. Povezuje jih nek skupni interes. Ampak če pogledava širše, ta ista haul kultura direktno hrani hitro modo. In vemo, kaj to pomeni. Okoljski odtis, slabi delovni pogoji. In tu je jedro tega paradoksa. Gen Z govori o trajnosti, etiki, hkrati pa sodeluje v trendih, ki so pogosto v direktnem nasprotju s tem. Torej, ni nujno hinavščina. Ne bi rekel hinavščina, bolj je to odraz okolja. Odraščajo med nekimi ideali in pač neizprostnimi tržnimi silami ter pritiski digitalne dobe. Je kompleksno. Ok, greva naprej. Drug fenomen digitalne dobe, skalper kultura. Kdo so skalperji? To so posamezniki ali pa kar skupine, ki sistematično kupujejo zelo iskane izdelke.
tiste v omejenih količinah. Vstopnice za koncerte, superge. Ja, pa igralne konzole, spomni se kaosa ob izidu PlayStation 5. Ali pa kaki redki zbirateljski predmeti. Cilj pa ni uporaba, Ampak preprodaja. po višji ceni. Bistveno višja. In pogosto uporabljajo tehnologijo, te bote. Bote. Avtomatizirane programe. Točno, programe, ki lahko v delčku sekunde pokupijo vse, kar je na voljo na spletu. Še preden navaden človek sploh uspe klikniti v košarico. Verjamem, da to povzroča frustracije. Ogromne frustracije, ja. Med tistimi, ki si želijo izdelek zase po normalni ceni. Zdaj, pogledi na skalperje so različni. Eni pravijo, izkoriščajo ponudbo in poplaševanje. Tržna priložnost. Ampak večina jih verjetno ne mara. Večina, vsaj tako se čuti iz eseja, jih vidi negativno. Kot neke novodobne preprodajalce, ki umetno dvigujejo cene. Izkoriščajo sistem na škodo potrošnika. Razumem. Ampak na srečo ni vse samo v tem kopičanju ali pa teh recimo bolj spornih plateh. Obstajajo tudi zavestni alternativni pristopi. Minimalizem, na primer. Ja, minimalizem. To je cela filozofija, življenje z manj stvari, manj obveznosti, manj motenj, fokus na tisto, kar je res nujno ali pa ti prinaša veselje. Marie Kondo. Točno. Marie Kondo in njeno slavno vprašanje, ali ta predmet vzbuja veselje. Minimalizem je pogosto reakcija na to pretirano potrošništvo, pa tudi skrb za okolje pomembna, iskanje nekega smisla onkraj materialnega. Na čisto drugem polu pa imamo maksimalizem. To je pa pravo nasprotje. Slavijo obilje, barve, vzorce, teksture, eklektičnost. Polno vsega. Ja, maksimalistični prostori so polni predmetov, ki prepovedujejo zgodbo, odražajo osebnost, interese, strasti lastnika. Ne rabi biti vse funkcionalno, gre za vizualno bogastvo, plastenje. Včasih je lahko prijeten kaos. Ampak kje je potem meja med tem, recimo, premišljenim maksimalizmom in pa navadnim kopičenjem, da ne postane samo navlaka? To je dobro vprašanje in esej nakaže, da je ključna razlika v nameri in organizaciji. Aha. Pri maksimalizmu gre za zavestno kuriranje. Predmeti imajo nek pomen estetski, čustven, starine, umetnine, knjige. Čeprav je stvari veliko, običajno obstaja nek notranji red, neka vizija. Zanimivo je, da sta si minimalizem in maksimalizem sicer nasprotna, ampak oba poudarjata osebno izražanje. In potem je tu še nekaj tretjega. Hrčkanje. Hoarding. Ampak to ni več življenjski slog, kaj ne? Ne, to je patološko stanje. Priznana duševna motnja. Ljudje kompulzivno kopičijo predmete pogosto brez vrednosti in se jih ne morejo znebiti. In glavna razlika je ta nezmožnost ločevanja in odsotnost reda. Točno. Nezmožnost zavreči stvari in popolnen kaos. Prenatrpani, včasih nevarni prostori. Vzroki pa so kompleksni, travme, anksioznost, OKM. Ampak samo zbiranje ni patološko, ravno nasprotno. Obstaja tudi ta ful pozitivna plat. Strastna. Recimo estetsko zbirateljstvo. Tu ne gre samo za posedovanje, gre za globoko povezanost, za strast, ljubezen do umetnosti, kulture, zgodovine. Esej ima dobre primere. Recimo popkultura, Vojna zvezd. Klasičen primer. Figure, ki si jih zbiral kot otrok, plakati, replike svetlobnih mečev. Za zbiratelja to niso samo kosi plastike. Ne, to so spomini, občudovanje zgodbe, simboli heroistva, pripadnost skupnosti. Ali pa filmski rekviziti, replika pištole iz Iztrebljevalca. To je predmet, ki nosi neko težo, atmosfero filma. Ali pa drug primer iz eseja, zbiranje modelov avtomobilov. To pritegne ljudi, ki jih zanima zgodovina, dizajn, tehnika. Ni samo kupovanje igraček. Daleč od tega. Iščejo natančne replike o določenih merilih 1,18, 1,34. Cenijo detajle, izdelavo. Pogosto se specializirajo. Določena znamka, obdobje, tip vozil. In ključno je, da je to organizirano. Ja, organiziranost in kuriranje. To je tisto, kar loči zbirateljstvo od hrčkanja. Zbirka je premišljena, predmeti skrbno izbrani, pogosto lepo razstavljeni. Pa tudi način izražanja identitete je močen in iskanje skupnosti, sejmi, forumi. Zanimivo. Obstaja pa še ena oblika prostorov, ki so polni, a hkrati smiselni.
navdihujoči, kreativni prostori. Esej omenja delavnica Adama Savagea iz Razbijalcev mitov. Ja, odličen primer. Njegova delavnica ni samo delovni prostor, je hkrati nekakšen osebni muzej, razstavni prostor za njegove izdelke, orodja, ki jih sam predeluje, pa zbirke, ki ga navdihujejo. Ti prostori so res fascinantni. Na prvi pogled so lahko videti maksimalistično, polni materiala, orodja, projektov, ampak niso kaotični kot pri hrčkanju. So organizirani, če tudi na svoj način. Zelo organizirani. Vsaka stvar ima svoje mesto, ker mora biti pri roki za ustvarjanje. So podaljšek identitete ustvarjalca. Združujejo funkcionalnost, orodje mora delati. In pa osebno estetiko. Plakati, modeli, zbirke, vse to spodbuja domišljijo. Odražajo strast, znanje, osebnost. Zelo neposredno. Prepotovali sva kar dolgo pot danes. Od zgodovine potrošnje, preko generacije Z, Hail video, skalperjev, pa do teh zelo osebnih pristopov. Minimalizem, maksimalizem, zbirateljstvo, kreativni prostori. Torej, kaj nam vse to pove? Mislim, da je glavno sporočilo tega eseja, da potrošništvo ni enoznačen pojav. Je pač izjemno kompleksno prepletanje vsega. Gospodarstva, tehnologije, kulture, psihologije. Ni enega pravilnega načina. Ne obstaja ena sama pravilna pot. Ključno je iskanje nekega osebnega ravnovesja. Med željami, potrebami, našimi vrednotami, naj bo to trajnost, estetika, izražanje identitete. In pa zavedanjem neke širše odgovornosti. Do okolja, do družbe. Lahko se zavestno odločiš za manj, ali pa radostno praznuješ obilje skozi maksimalizem, ali pa neguješ strast skozi zbirateljstvo. Pomembno je, da izbire odražajo, kaj nam je pomembno in da o tem razmišljamo. In mogoče za konec še ena misel. Če ljudem tako različno pristopamo k stvarem, jim dajemo tako različne pomene, kje se pravzaprav konča meja nas samih in kje se začnejo naše materialne dobrine? Dobro vprašanje. Ali nas lahko predmeti res definirajo, ali so samo orodja in odsevi nečesa globšega? Vprašanje vredno razmisleka.